Vetrinje, Avstrija. Mami, kam pa gre v Franciji? V Italijo. Angleški vojaki so rekli, da morajo vsi domobranci takoj oditi v Italijo. Zakaj pa mi ne gremo z njim? Ne vem, Tonček. Rekli so, da odidejo samo oni, da mi moramo tukaj počakati. Koliko časa bomo pa tukaj čakali? Ne vem, Tonček. Ne vem. Kaj pa bomo tukaj delali, mami? Čakali bomo, Tonček. Samo čakali. Če bi le vedeli, tudi mi bi pobegnili iz kamiona. Če bi vedeli, a nismo, saj nismo mislili, da bi mogli Angleži kaj takega storiti. Ko so se kamioni ustavili in smo videli partizane, saj še verjeti nismo mogli. Videli smo, kako so Angleži govorili z njimi, pa nismo mogli verjeti lastnim očem. Vse je bilo domenjeno. Izročili so nas, kot človek, ki prodano živino izroči novemu lastniku. Brez usmiljenja, brez vsakega občutka krivde. Kar vrgli so nas v roke teh zverih. Vsi dol, svinje bele! Postali so nas v vrste. Eni so nam pobrali suknje, verižice, drugi so nas s palicami bili po hrbtu, po nogah, po glavi. Padli smo, vsi smo padali. Ob meni je bil Nace. Imel je krvavo glavo. Kri mu je tekla po ramenih. Kateri so oficiri? Govori, svinja! Iskali so oficirje. Nervozno so hodili med nami in nas bili. Videl sem, kako so odpeljali oficirja. Tako so ga pretepli, da ni mogel vstati. Brcali so ga, tako močno so ga udarjali, da so morali sami vmes malo počivati. Dokler se ni več ganil, odvlekli so ga in nikoli več ga nismo videli. Kasneje smo izvedeli, kaj so z njimi delali. Ponoči je bilo slišati grozno vpitje. Če bi le poslušali Poldeta, ki je rekel, naj skočimo s kamiona. On je skočil. Angleži so mu pili, naj se vrne, a streljali niso. Videli smo,
kako je izginil med travnike. Zdelo se nam, da je Polde ponorel. In nato vsi tisti dnevi v natrpanih učilnicah v Šentvidu. Neskončne ure smo stoje gledali v steno. Kdor je padal, je bil tako pretepen, da skoraj ni mogel več vstati. Tistega, ki ni vstal, so ga takoj odpeljali. In vse skozi zaslišanja, parodija, nesmiselna zasliševanja. Eno za drugim. Zapisovali so, nastepli in pljuvali. Zasmehovali so nas. Nekateri ni bilo več nazaj. Bili smo kot odpadki, še manj kot živali. Z nami so delali, kar so hoteli. Bili smo obremenjeni. Zakaj tolikšna krutost? Zakaj? Zdaj pa niste več tako pogumni, kot takrat, ko ste nas zasledovali po gozdu. Boste že videli. In žeja. Že dolgo nismo jedli. A žeja. Bila je neznosna. Prehitro smo stajali brez moči. Na krastah posušene krvi so se nabirale muhe. In potem, nekega dne, so nas odpeljali na vlak. Takrat še govoriti nismo mogli. Bili smo tako utrujeni, tako šibki. Kdor ni mogel na vlak, so ga hudo pretepli. Zato smo si med seboj pomagali, kot smo le mogli. Ko so se rablji utrudili od udarjanja, so jih nadomestili drugi. Menjavali so se. Nihče ni vstopil na tisti vlak, ne da bi bil prej hudo pretepen. Nekateri niso zmogli, pa so zaradi udarcev obležali ob vlaku. In dragar, beli psi, farški podrepniki. Imeli so tak pogled, so zgledali pijani. A ne, to je bilo nekaj drugega. Bili so obsedeni. Vpitje je bilo lajanje. Nekaj nečloveškega. Ko smo se peljali mimo Grosuplja, sem iz vlaka vrgel listek, ki sem ga našel na tleh. S koščkom oglja sem nanj zapisal: živ sem, peljira nas v Kočevje. Franci L. Ponova vas. Ko sem tisti listek vrgel skozi špranjico, sem imel nenavaden občutek.
bi se za vselej poslavljal od mojega dotedanjega življenja. Ne vem, ali je morda kdo našel tisti listek. Vlak je vozil počasi in nekajkrat ustavil. Na postajah so vstopali še drugi partizani. Mladi so bili, zelo mladi. Hodili so med nami in nas brcali, psovali, pa zraven še pohlepno iskali kak prstan, ki so ga morda drugi spregledali. A takrat že nismo imeli ničesar. To jih je samo še bolj razveselilo. S puškami so nas tolkli po glavi. Nekomu so razbili lovanjo in ga potem kar takega pustili med nami. Potem pa so slave volje odnesli še kakšen par škornjev, kar so pač našli. V Kočevje smo se pripeljali zvečer. Vrata vagona so se odprla in spet nas je obkrožilo peklensko vpitje. Hitro, dol, prekleti! Ni časa, da bi ga izgubljali! In potem so nas zaprli v tisti prostor, kjer je bilo le nekaj klopi, pa kup skrbno narezanih žic. Vse so bile enake, debele. Morali smo si zavihati rokave. Postavili so nas ob steno, roke zadaj. Zavezali so nas po 2 in 2. Tako trdo, da nismo več čutili rok. Karjokali smo od bolečine. A boli? Se jih ne boste več potrebovali? Zdaj že ni bilo več dvoma, kaj nas čaka. Še do tistega trenutka je nekaterih gorela še majhna lučka upanja. Spogledovali smo se, zavezani. To je konec. Hitro gor, svine, mudi se! Pometali so nas na kamione, na kolenih. Tako smo bili natrpani, da se nismo mogli premikati. Kamioni so odpeljali in spet smo molili, kot na vlaku. Le molite, psi beli, ki ste poslušali farje, saj vas boji tak kmalu povohala Matilda. Takrat smo v daljavi zaslišali strele, brez obstrank. In smo naprej molili, vsakič glasneje.
Peljali so nas globoko v gozd. Dolga pot je bila. V majhni jasi smo zastavili. S težavo so nas spravili iz kamionov in nas vlekli za noge. Padali smo. Pobrali so nam škornje in kar smo še imeli obleke na sebi. To je bil ogromen kup obleke, krvavih domobranskih uniform. Odtrgali so nam še zadnje rožne vence, ki smo jih skrivali v pesti. Približal se je oficir z 2 vojakoma. Zdaj smo morali na široko odpreti usta. Iskali so zlate krone v zobeh. Kar s kleščami so jih ruvali. Če ni šlo, so potolkli, da so razvili čeljust. Hitro, zdaj pa tetite po poti, takoj! To je bila zadnja postaja našega križevega pota. Podili so nas, da smo bosi tekli po kamenju med 2 vrstama partizanov, ki so udarjali po nas. Streljanje je postalo bolj glasno. Nasvidenje nad zvezdami! Pot nas je pripeljala do te ogromne jame. Tekli smo do nje. Na nas so od vseh strani padali streli. Padli smo globoko v zemljo. Padli smo na mehka truplja drugih fantov. Nekateri izmed nas smo bili še živi. In nato granate, ki so scefrale trupla. Noč je tako lepa. Zdaj je končno mir. Nekaterim je uspelo, da so se po vejah in koreninah izkopali iz jame in ušli v gozd. Naj jih spremlja Božja previdnost, da bodo lahko pričali o tem, kar se je zgodilo z nami. In jaz tukaj v tišini čakam tebe, moj Bog. Čakam tvoj objem. Mami, zdaj bomo pa mi šli v Italijo kot Franciji. Kmalu, Tonček, kmalu.
Gospod, daj im večný mír, im pokoj, im večná ľuč na im sveti. Naj počívajú v míru. Amen.